Moč hvaležnosti. Kako pogosto se ustavimo v svojem življenju in se resnično in iskreno zahvalimo za vse, kar imamo, za vse, kar se nam dogaja. Za mnoge od nas je zagotovo odgovor ne dovolj pogosto. Vsak dan lahko svojo pozornost, svoj fokus usmerjamo k tistim stvarem, ki nam manjkajo, k vsemu tistemu, kar ni dobro, in tako gredo mnoge stvari mimo nas, ne da bi jih sploh opazili. Ko bi se vsi zavedali moči hvaležnosti, bi bilo življenje veliko enostavnejše in lepše. Saj je prav hvaležnost tista, ki nam pomaga, da lahko prenašamo vsakodnevne izzive in preizkušnje. Če bi se tega resnično zavedali, bi ji zagotovo namenili več svoje pozornosti. Ko se osredotočamo na hvaležnost, na vse tisto, za kar smo resnično in iskreno hvaležni, se začnemo takoj bolje počutiti. Ko se skozi dan soočamo z najrazličnejšimi težavami, izzivi, z raznimi problemi, stresom in vsemi drugimi neprijetnimi stvarmi, se manjša naša sposobnost, da vidimo stvari z drugačnimi očmi, da vidimo stvari drugače. In prav hvaležnost je tista, ki nam lahko pomaga, da stvari vidimo drugače. In prav takšen pogled nam je potreben v teh težkih trenutkih, ko nam je hudo, ko trpimo, ko smo bolni, ko živimo v pomanjkanju, ko smo zapuščeni, zlorabljeni ali kakorkoli prizadeti. Prav v teh najtežjih trenutkih je veliko teže priti do občutka hvaležnosti. Ko pa redno prakticiramo hvaležnost v svojem življenju, ko se redno osredotočamo na stvari, za katere smo hvaležni, nam bo to postala navada, ki nas bo naredila še bolj srečne, mirne in bolj izpolnjene. Učimo se hvaležnosti ter se zavedajmo njene moči. Vabim vas, da danes skupaj naredimo vajo hvaležnosti. Smo pripravljeni? Poiščimo položaj, ki nam bo prijeten, ter počasi in nežno zapremo svoje oči. Vso svojo pozornost ta trenutek usmerimo na svoje dihanje. Skupaj naredimo globoki vdih in počasen izdih. Le opazujmo svoje dihanje ter se poskušajmo čim bolj sprostiti in umiriti. Sprostimo svojo glavo in vse mišice na njej.
Nato svojo pozornost usmerimo na svoj vrat. Sprostimo vse mišice na njem. Počasi potujemo po svojem telesu navzdol. Sprostimo svoja ramena, prsni koš in trebuh. Le sprostimo se. Sprostimo svojo hrbtenico, svojo medenico in ves sedanji del. Sprostimo svoje noge in vse mišice na nogah. Sprostimo celo svoje telo. Še bolj občutimo, kako naše telo reagira, kako se naše telo počasi sprošča in umirja. Naše telo je popolnoma sproščeno. Pomislimo, kako nam naše telo v vsakem trenutku služi, kako brezpogojno dela za nas vsak dan, vsak trenutek. Neprestano se obnavlja. Pomislimo le na svoje oči, s katerimi gledamo prečudovite stvari okoli nas. Svoj sluh, s katerim lahko slišimo glas oseb, ki so nam najdražje. Svoja usta, s katerimi lahko izražamo lepe besede. Vse to so tako pomembne stvari, ki jih največkrat jemljemo kar za samoumevne in se jih sploh ne zavedamo. Ta trenutek se spomnimo na osebo, za katero smo še posebno hvaležni, da je prisotna v našem življenju. Osebo, ki nam veliko pomeni, osebo, ki nam je najdražja. Zamislimo si to osebo, kako se smeji. Poskušajmo občutiti hvaležnost za vse, kar ta oseba predstavlja za nas. Za vsak trenutek, ko nas ta oseba osrečuje in nas dela vesele. Vdihnimo hvaležnost in izdihnimo ljubezen. Zdaj pa pomislimo na nekaj, za kar smo še posebno hvaležni v svojem življenju. Morda na sonce, ki nas nežno greje in vsakodnevno razveseljuje s čudovitimi sončnimi zahodi. Morda topli vodi,
ki nam je tako lahko dostopna. Ali pa internetu, ki nas povezuje z ljudmi, ki so nam dragi in so fizično oddaljeni od nas. Ali pa lepoti narave, morju, goram, gozdovom, jezerom, travnikom in tako dalje. Toliko je vseh teh stvari, za kar lahko občutimo hvaležnost. Le ozavestimo jih ter se jih zavedajmo. Še bolj občutimo zdaj to hvaležnost. Naj se vsa ta hvaležnost razlije po celem našem telesu. Le opazujmo jo in se zavedajmo, kako je to, ko začutimo hvaležnost. Kako je to, ko jo občutimo v svojem telesu. Kakšni so ti občutki? Še bolj jih občutimo, še bolj se jih zavedajmo. Oblijmo se zdaj z vso to hvaležnostjo, ki jo čutimo v sebi. Vedno več je dokazov, kako prav hvaležnost vpliva na kvaliteto našega življenja. Z rednim osredotočanjem na stvari, ki nas naredijo hvaležne, razvijamo optimizem, zboljšamo svoje zdravje in sposobni smo opaziti več radosti v svojem življenju. Vse to pa nas dela srečne in še bolj vesele. Vse to nas mnogo bolj povezuje z drugimi in vse neprijetne in težke situacije lažje premagujemo. Lažje se soočamo z izzivi in vsakodnevnimi preizkušnjami. Vsak dan, preden zaspimo ali takoj, ko se prebudimo, se spomnimo na 5 stvari, za katere smo resnično hvaležni in se zahvalimo za vsako izmed njih. To delajmo vsak dan in življenje se nam bo spremenilo. Ko bomo dobro razumeli in doumeli, da je prav hvaležnost ključ, ki vodi do sreče, bomo srečni. Hvaležni ljudje so srečni ljudje. Zavedajmo se moči hvaležnosti. Zato naj nam postane hvaležnost temelj našega življenja. Prakticirajmo jo prav vsak dan. Hvala, hvala, hvala.